Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, novinarke, novinarji. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci posvečeni COVID-19, ki jo bo danes tolmačila gospa Marjeta Bizant. In preden začnemo, opravičilo za krajšo zamudo, ki smo imeli zaradi tehničnih težav. Na današnji seji je vlada med drugim opravila tudi razpravo o še vedno zaostrenih epidemioloških razmerah in o ukrepih, ki so zaradi tega v veljavi. Sprejela je spremembe odloka, ki določa pogoje vstopa v državo, in sicer sta bili sprejeti dve ključni spremembi. Starost otroka, ki lahko vstopi v Slovenijo brez pogoja PCT v spremstvu ožjega družinskega člana, se bo iz dopolnjenih 15 let znižala na 12 let. Druga sprememba pa se nanaša na hitre teste za samotestiranje, ki ne bodo več veljali kot dokazilo za vstop v Slovenijo. Obe spremembi in tudi ostale bodo v veljavo stopile v ponedeljek, 15. novembra. Vlada je na seji obravnavala tudi nekatere spremembe odloka, ki govori o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19. Sprememb odloka vlada sicer še ni sprejela, so se pa ministri na seji dogovorili o nekaterih spremembah, ki bodo potrjene na dopisni seji, ki bo potekala danes oziroma najkasneje jutri. O nekaterih odločitvah, ki se nanašajo na šolstvo, bo na današnji novinarski konferenci državni sekretar gospod Damir Orehovec. Vse podrobnosti v zvezi s tem odlokom pa bodo pojasnjene po sprejemu sprememb odloka na dopisni seji, kot sem uvodoma napovedala. Hkrati je danes z nami preko Zooma tudi vodja svetovalne skupine, ministra za zdravje, docentka dr. Mateja Logar, ki jo prav lepo pozdravljam. Danes pa bo novinarska konferenca potekala tako, da bosta oba gosta najprej opravila svoji predstavitvi, potem pa bosta seveda na voljo tudi za morebitna novinarska vprašanja. K besedi sedaj najprej vabim državnega sekretarja. Izvolite. Spoštovani, vlada je po posvetu in na predlog ravnateljev osnovnih šol predlagalo izjeme pri najmlajših, in sicer tako, da bi se samotestiranje učencev od 1. do 5. razreda izvajalo doma. Vendar je vlada glede na izjemno zahtevno epidemiološko situacijo sklenila, da se bo samotestiranje od ponedeljka 15. novembra izvajalo obvezno za vse učence v prostorih šol pod nadzorom strokovnih delavcev. Vlada se pa na predlog ministrstva strinja, da se odlok spremeni glede načina samotestiranja učencev in dijakov s posebnimi potrebami. V tem primeru velja izjema. Otroci s posebnimi potrebami bodo samotestiranje lahko izvedli v domačem okolju, če samotestiranja v šoli iz objektivnih razlogov ni mogoče. Za vse ostale učence in dijake pa sta na voljo dve možnosti. Prva je samotestiranje v šoli in uporaba ustreznih mask, druga je izobraževanje na daljavo. To bo veljalo za vse tiste učence in dijake, ki ukrepov ne bodo upoštevali. Šole bodo v tem primeru morale zagotoviti možnost izobraževanja na daljavo glede na organizacijske in tehnične zmožnosti posamezne šole. V šolski in vrtčevski prostor vstopajo najranljivejše skupine. Poskrbeti moramo, da vsem vključenim, tako otrokom, mladim, kot tudi zaposlenim, zagotovimo varen prostor, v katerem se lahko izobražujejo in delajo. Od ponedeljka dalje se bo torej s ciljem ohranjanja pouka v šolah in varnega šolskega, študijskega prostora izvajalo obvezno samotestiranje za vse učence osnovne šole, dijake, srednjih šol in študente, samotestiranje. Samotestiranje se bo upravljalo v šoli in sicer 3-krat tedensko pod nadzorom strokovnih delavcev. Ponovno opozarjamo, pogoj PCT morajo izpolnjevati vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Zato vas vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju, starše, otroke, mladostnike in študente naprošamo, da odlok spoštujemo in ga dosledno izvajamo. To je edini način, da izobraževanje ohranimo v šolah, hkrati pa vsi skupaj prispevamo k zajemanju širjenja COVID-a. Hvala in vse dobro. Hvala lepa tudi vam. K besedi pa sedaj, kot rečeno preko Zooma, vabim še dr. Matejo Logar. Pozdravljeni še enkrat, izvolite. Epidemiološka situacija kot situacija v bolnišnicah izjemno resna. Število bolniških postelj je pravzaprav na kritičnih mejah in z
res vsakodnevnimi napori poskušamo zagotoviti bolniške postelje za vse bolnike s COVID-om in tudi za tiste, ki nimajo COVID-a, pa bolniške postelje potrebujejo. Tukaj ne gre za razlikovanje, seveda moramo zagotoviti postelje za bolnike iz obeh skupin. V populaciji so številke še vedno visoke, kar pomeni, da lahko zmanjšan pritisk na bolnišnice začnemo pričakovati šele nekje po 7 dneh od takrat, ko se bo začelo stanje v populaciji umirjati. In pritisk na intenzivne enote se bo začel zmanjševati še 10 dni kasneje, tako da pritiski v bolnišnicah so izjemno veliki. Zavedati se moramo, da bolniki, ko enkrat pridejo v intenzivno enoto, praviloma v intenzivni enoti ostanejo več kot 10 dni, tako da nekdo, ki se je danes znašel v intenzivni enoti zaradi poslabšanja stanja, bo v intenzivni enoti vsaj 10 dni, morda tudi dalj. Seveda pa postelje v intenzivnih enotah, kot sami veste, so omejene in na to, kako daleč lahko gremo, veste, da ne moremo vplivati v nedogled, postelje lahko povečujemo do določenega števila, imamo opremo, zatika se že sedaj pri kadru, tako da zdravstveni sistem, kar se tiče intenzivnih enot, bo kmalu res na kritični točki in če se ne bo breme bolezni v državi bistveno zmanjšalo, se lahko zgodi tudi katastrofa v zdravstvu, česar pa si ne želi nihče od zdravstvenih delavcev. Nihče od nas si ne želi biti postavljen v pozicijo, ko bi bilo treba se odločati, koga bomo lahko priključili na aparat za mehansko predihavanje in koga ne. To so odločitve, ki si jih nihče od nas ne predstavlja, ne želi in zaradi tega moramo res usmeriti vse moči v to, da vrh krivulje dosežemo čim prej in da še čim hitreje dosežemo potem tudi padanje števila okuženih v populaciji. V teh mesecih, pravzaprav zdaj že blizu 2 let, smo se naučili marsikaj. Naučili smo se, da virus ne izbira. Virus bo izkoristil vsako možnost, da se bo širil, da bo prišlo do okužb in tukaj nastopimo mi, ki lahko ukrepamo in se obnašamo tako, da virusu preprečimo širjenje in s tem nastanek okužbe. Naučili smo se, da seveda najkoristnejše je seveda cepljenje, ki tudi če ne prepreči vseh blagih oblik okužbe, pa prepreči večino težkih hudih oblik, ki privedejo do potrebe po bolnišničnem zdravljenju in zdravljenju v intenzivnih enotah. Poleg tega smo se naučili tudi to, da osnovni ukrepi za preprečevanje okužb so seveda učinkoviti toliko, kolikor jih upoštevamo. Vemo, da so maske koristne tako pri tem, da nekdo, ki je okužen, pa tega še ne ve, ne širi virusa naprej, kot v primeru, da smo v stiku z nekom, ki je brez maske, pa je okužen, pa imamo mi masko, bo verjetnost, da pride do okužbe pri nas, se bistveno zmanjšalo. V tem času smo se tudi naučili, da ni razlike med tem, ali smo odrasli, ali gre za otroke, vsi lahko širimo okužbo. Predvsem v domačem okolju se je izkazalo, da najpogosteje pride do prenosa okužbe od najmanjših otrok, kar je seveda logično, ker je z njimi največ stika. Tako da tukaj gre ponovno pri teh ukrepih, ki so bili danes že predstavljeni, za 2 mehanizma, se pravi, želimo doseči to, da se otroci ne okužijo in po drugi strani doseči to, da otroci okužbe ne širijo dalje. Poleg seveda nošenja maske je potrebna še vzdrževanje razdalje, tudi kadar smo zunaj, je pomembno, da ohranjamo razdaljo 1,5 metra, pomembno je umivanje oziroma razkuževanje rok, in seveda ne smemo pozabiti na zračenje. Zračenjem dosežemo zmanjšanje koncentracije kapljic in na njih virusnih delcev v zaprtih prostorih in to seveda v prostorih, kjer je več oseb, pomembno vpliva na to, koliko oseb se bo okužilo oziroma da bomo tudi na ta način preprečili okužbe. Poudarila bi še eno stvar. V tem času smo se naučili, da so osebe pravzaprav nekje najbolj kužne približno 1 dan, preden se jim pojavijo simptomi. To pomeni, da je lahko nekdo okužen, pa seveda tega še ne ve, ker se počuti popolnoma zdravega, popolnoma dobro. In ravno tukaj je pomen tega, bomo rekli, preventivnega testiranja, zaradi tega, ker lahko zaznamo te osebe,
ki so še brez simptomov, pa so že vseeno okužne in lahko okužbo prenašajo naprej. In kot sem poudarila, tudi otroci tukaj niso izjema. Otroci pogosteje kot odrasli zbolevajo z blagimi težavami, ki so lahko tako blage, da pravzaprav, če usmerjeno ne postavljamo vprašanj, minejo tudi brez potrebe potem, da bi otrok ostal doma, zaradi tega, ker se ne počuti tako slabo. Ob tem pa seveda, če hodi v šolo, lahko pride do prenosa okužbe na sošolce in tudi na delavce v šolah in s testiranjem lahko seveda vse to preprečimo. V tem trenutku je res pomembno, da vsak izmed nas razume, zakaj so ukrepi, da so ukrepi namenjeni temu, da lahko ohranjamo šole odprte, da lahko ohranjamo odprte storitvene dejavnosti, da lahko gospodarstvo funkcionira in ob tem poskušamo vzdržati tudi v zdravstvu. Na tem trenutku bi se zahvalila pravzaprav vsem, ki upoštevate ukrepe. Zahvalila bi se tudi vsem, ki ste v zadnjem obdobju izrazito resno vzeli nadzor nad pogojem PCT-ja, kar se vidi v vsakdanjem življenju. Na ta način bomo tako uporabniki kot ponudniki omogočili, da ostanejo vse dejavnosti odprte, ob tem, da gre za varen način poslovanja, da gremo v lokale, storitvene dejavnosti, pa tudi v trgovine varno in tudi pridemo iz nakupovanja, iz večerje brez virusa in seveda kasneje brez okužbe. Tako da res vsem najlepša hvala. Prosim, da pomagate po svojih najboljših močeh še naprej in poskušate razumeti, da ukrepi niso namenjeni proti vam, ampak so namenjeni proti virusu in za zajezitev okužb. Hvala lepa. Hvala lepa obema za to uvodno predstavitev. Začenjamo z novinarskimi vprašanji. Počakamo, če bo kakšna prijava. Prvo vprašanje bo zastavila Špela Kuralj z Delo. Izvolite. Ja, lep pozdrav. Mene zanima za gospoda Orehovca, imam vprašanje, kako konkretno zdaj bo to izgledalo v ponedeljek. Če bodo starši otroka pripeljali v šolo, hkrati pa zahtevali, da se ne sme samo testirati, kaj bo lahko naredil učitelj oziroma ravnatelj? Zelo konkretno bi prosila tudi zato, ker se že napovedujejo nekatere akcije. V civilni iniciativi Otrok ne damo so danes povedali, da so prejeli več kot 43.600 podpisov proti samotestiranju in napovedujejo tudi nekakšen bojkot šole. Prosim še za en komentar tega. Pa hkrati bi prosila še za odgovor, na katerega sem ga že dvakrat postavila to vprašanje, ali lahko pričakujejo starši kakšno pomoč pri sofinanciranju teh obveznih mask, ki predstavljajo vendarle nek strošek, sploh zdaj, ker so pač zapovedane te kirurške maske. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za vprašanje. Jaz bi še enkrat ponovil, da smo pred zelo težko odločitvijo in sicer ali izobraževanje izvesti v šolah ali iti nadaljavo. Torej, Ministrstvo za izobraževanje bi si želelo, da je izobraževanje v šolah, pa verjamem, da tudi mnogi državljani in državljanke. V ta namen je seveda treba razmišljati v tem smislu, da v šolah, če se torej izobraževanje dogaja v šolah, zagotovimo varno okolje. In seveda, če hočemo zagotoviti varno okolje, žal pač je treba upoštevati te ukrepe, torej zdravstvene ukrepe, na eni strani nošenje mask, poleg vseh tistih, ki jih že ves čas delamo, razdalja, razkoževanje, zračenje in tako dalje, in pa seveda tudi samo testiranje trikrat tedensko v prostorih šole. Če prihajajo v šolo, torej učenci, dijaki, za katere ne vemo, ali so se testirali, se niso, s tem je tveganje precej veliko. In zaradi tega naprošam vse starše tistih otrok, ki odločajo o tem, ali se bodo testirali ali ne, da se še enkrat o tem premislijo in da se odločijo, da vseeno se testirajo oziroma samo testirajo v šolah. Kdor se pač zaradi kakršnega koli razloga
ne bo odločil za to samo testiranje. Pozivam vse starše, da ne pošiljajo otrok v šolo in sicer za njih bo zagotovljeno izobraževanje nadaljavo, seveda v skladu z tehničnimi možnostmi. Če se seveda pa odločijo drugače, pa so v šolah zelo dobrodošli. Kar se tiče bojkota, jaz upam, da se ne bo zgodil. Jaz vseeno vabim, da vsi pridete v šolo, kajti izobraževanje je pomembno in jaz mislim, da je to nek minimalen korak, ki ga je treba narediti, torej da nosiš masko in se samo testiraš, kajti to zmorejo torej otroci v Avstriji, v Nemčiji in ne vem kje še vse, kjer je to že kar nekaj časa uveljavljeno in dobro funkcionira.